Ko se takole zazremo po naši pokrajini, razmišljamo o lepoti te. Razmišljamo o vseh tistih cvetovih in cvetočih travnikih, pa o tem, kako lep sprehod je po tej pokrajini. Žal mi ni dano, da bi tako razmišljal. Ko gledam to naše podeželje, vedno vidim zaslužek, vedno vidim preživetje. Gre za strateškost tega pojava v teh naših okoljih, ki pravzaprav kmetijstvo favorizira, lahko rečemo, do neslutenih višin. Zakaj? Predvsem zaradi tega, ker je najprej potrebno jesti, potem pa se vse ostalo dogaja tako ali drugače. Če sem bil še nedavno tega mogoče razočaran nad tem, da naše njive niso bile obdelane, pa v zadnjem času vidim vse več tistih, ki stopajo na pota, na katerih pravzaprav začenjajo razmišljati o skrbi samega sebe. Ko smo samooskrbno razmišljali v politiki, se praktično ni nič zgodilo. Zadnje leta smo veliko govorili o tem. Zakaj? Predvsem zaradi tega, ker je kmet edini tisti, ki prideluje. Edini tisti, ki živi z lepotami in tegobami tega kmetijstva. Vsi ostali pa se tako ali drugače pripenjamo na to življenje, na to delo. In velikokrat ne razmišljamo prav. Razmišljamo sebi v korist. Kmet pa vedno razmišlja o tem, na kakšen način mora zaorati in posejati, da bo vse skupaj obrodilo. On je odvisen od dežja. On je odvisen od tega, kakšno kmetijo ima. On je odvisen od ekonomskih razmer na trgu. In to vse skupaj je pravzaprav sinergija, ki zahteva odgovor. Znotraj tega sem rekel, da smo pripeti, in sicer kdo vse. Tu je kmetijsko ministrstvo, tu je kmetijsko-gozdarska zbornica, tu so zadruge, tu smo nenazadnje tudi šolniki. In vsi skupaj bi morali poskrbeti, da bi s tem kmetom na teh njivah razmišljali drugače kot do sedaj. No, in o tem kako. Velikokrat razmišljamo o tem, kaj vse je tisto, kar je na poti do nekega cilja pomembno za to, da imamo na koncu izdelek. In tega se velikokrat ne zavedamo v pravem pomenu besede. Mnogi ne razmišljajo o celoti samega problema, ampak parcialno iščejo samo problematiko znotraj tistega, za kar so oni odgovorni. V kmetijstvu pa nikoli ne gre tako. Veliko je tistih znanj, ki so potrebna, da potem na koncu zraste krompir. Veliko tistega, kar moramo postoriti in imeti še srečo zraven, da se vse skupaj prav zgodi. In prav zaradi tega smo stališča razvojne naravnanosti same kmetijske šole, Grmčanov, Grma, pravzaprav udejanjali vse tako, kot je prav. Najprej obdelali svoja lastna polja, potem iz tega zgradili izobraževalni sistem in ga seveda sedaj v zadnjem času tudi nadgradili z fakulteto, ki je novost v tem našem prostoru. Ampak lepo počasi. Kako, na kakšen način o tem znanju razmišlja direktor? Sinergija znanja, ki naj bi v nekem okolju deloval za to, da tisto okolje gre naprej, je izredno pomembno. To se pomeni, da vsi, ki znanje dajo v svoje okolje, da znajo stopiti skupaj, da znajo govoriti podoben jezik, ne isti, ampak podoben jezik in ga seveda tudi nadgrajevati. Tukaj je Grm Novo mesto, center biotehnike in turizma, sigurno ena od osrednjih točk. Druga točka, ki naj bi to razvojno jedro tvorila, je seveda kmetijsko-gozdarska zbornica. Nekdo seveda začne s znanjem na začetku, nekdo ga dopolnjuje potem celo življenje. Nekdo dela izobraževanje, drugi dela projekte, tretji dela promocijo. V smislu nekega razvoja, nekega območja, kot je Dolenjska, Bela krajina, Posavje, je seveda izredno pomembno, da znamo stopiti skupaj, da imamo neke cilje, s katerimi iščemo neke vrste razvoj. Še posebej pa je pomembno, če imamo voljo biti lideri v Sloveniji. Slovenija je v tem trenutku nekako v vakuumu znanja. Slovenija ima v tem trenutku veliko vprašanj, kako naprej. Še posebej na področju kmetijstva, na področju podeželja, na področju živilstva.
še posebej na tistih področjih, kjer potrošniki želijo imeti neko novo zgodbo, nekaj, kar je bolj lokalno, nekaj, kar je bolj zdravo, kar pojemo in nekaj, kar bo dalo tudi okolju svoj pečat. V tem smislu seveda smo se dogovorili, da bomo napravili neko vrste liderstvo, nekaj, kar lahko potegne ne samo Dolenjsko, Belo krajino, Posavje naprej, ampak celo Slovenijo. Tukaj znamo, na Grmu to znamo narediti, vabimo zraven še zbornico in prav tu želimo posredovati svoje interese. Interesi pa so, da smo lideri v Sloveniji. Tako kot smo postali lideri v Sloveniji na kmetijskem šolstvu, kjer smo naredili vrhunske programe za naprej, tako je potrebno narediti programe tudi v smislu razvoja. To smo začeli z vrtnarstvom. Ko niti ene tržne pridelave ni bilo na Dolenjskem, smo na nek način na šoli zasadili namesto hmelja papriko, paradižnik in še nekatere druge malancane, lubenice, melone in še druge kulture in smo jih na nekem smislu prenesli na območje Krškega polja, ker je iz nič zelenjave v 2 letih ratalo 4000 ton zelenjave. To je neka vrste liderstvo v Sloveniji. Danes je to območje območje kmetijske zadruge Novo mesto. Območje, ki je najbolj napredno v smislu zelenjave v Sloveniji. Zakaj? Zato, ker smo bili lideri. In ravno tako želimo to liderstvo prenesti tudi na področja druge pridelave, predvsem pa na področje organizacije. Tam, kjer bi zadruga morala narediti svoj korak, tam, kjer bi inštitucije morale pokazati, kako se nekaj naredi in tam, kjer bi tudi različni tržniki in tudi pridelovalci in tudi potrošniki našli svoj skupni prostor. To smo nekajkrat pokazali že dobre prakse v drugih državah, še posebej recimo Anglija. Naš interes je v to smer. Zato smo naredili tudi program na visoki šoli upravljanja s podeželjem in krajino. Zakaj tak program? Zaradi tega, ker se zavedamo, če bomo znali stopiti skupaj in narediti povezavo nekega grozda, nekega sistema, v katerem bo nekaj dobrega tudi v smislu trženja, v smislu pridelave do potrošnika, v tem primeru imamo izhod. Zato je potrebna sinergija vseh znanj. Mi smo začeli šola plus zavod, začeli smo na šoli s programi, ki so od poklicnih programov, tehničnih programov, višješolskih programov naravnani v to smer, ki dajejo ta izhod, dajejo zaposljivost in dajejo seveda tudi obilo znanj, ki so potrebna tudi, ko gre za trženje. Mislim, da veliko naših bivših dijakov, diplomantov ima svoje kmetije, svoja podjetja, ki so nam v zelo velik ponos. Torej so se samo zaposlili, so zaposljivi, tudi če gredo v službo ali v zadrugo ali v trgovino ali pa tudi kakšno drugo podjetje. Mislim, da je potrebno končno povezati vse te člene, jim dati svoj cilj, vizijo v smeri takega organiziranja, ki bo dalo odgovor trdemu globalizmu, ki na nek način tega noče. Globalizem hoče imeti pridelovalca na enem koncu sveta, potrošnika na drugem, zato da vmes dobro zasluži. O tem seveda smo že velikokrat govorili. Mislim pa, da je potrebno konkretno narediti konec. Z bodočo zbornico, z bodočim vodenjem kompletnega organiziranja na našem podeželju, tukaj na Dolenjskem, Beli krajini, v Posavju, seveda lahko naredimo temu neke vrste nov korak, novo zgodbo, še posebej, če bomo res stopili skupaj. Grmčani to znamo, naredili smo nekaj lepih sejmskih razstav, kjer smo prodajali svoje izdelke, smo pokazali občinstvu, potrošnikom,
kaj znamo pridelati. Seveda, sedaj pa vabimo še ostale, zbornico, zadruge in tudi tista mala podjetja, ki se vključujejo ali s trgovino, ali z repromaterialom, ali pa seveda s končnimi proizvodi, tudi v trženje. Naj bo to na tržnicah ali pa v celoten sistem. Pripravljamo neke vrste fair trade verigo. To je zaupanja vredno kmetijo, zaupanja vredno predelavo, naj bo to klet, naj bo to predelavo mesnin ali mleka ali nekaterih drugih proizvodov in seveda tudi zaupanja vredno trgovino, kjer ne bomo drug drugega lupili preveč, več kot je okusno, ampak kjer bomo znali dati potrošniku sorazmerno poceni proizvod, kvaliteten proizvod, da bo vedel, odkot izhaja, predvsem pa, da bo vedel, da je to domače, da so domače delovne roke to proizvedle in tudi domača delovna mesta se s tem ustvarjala. To so tisti glavni interesi, cilji, ki jih želimo tudi v bodočih korakih naše Kmetijsko-gozdarske zbornice narediti. Z našo visoko šolo, ki smo jo prejšnjo sredo ustanovili, bomo dali dodaten pečat, dodatna znanja, ki bodo v smislu organizacije, logistike, pa tudi v smislu trženja pripomogle, da bo ta veriga v resnici nastala. Predstavljajte si 200-300 majhnih kmečkih trgovin, ki bodo prodajale svoje, ki bodo prodajale od svojih prijateljev, od svojih kolegov iz lokalnega okolja in ki bodo prodajale mogoče tudi globalno. Vendar bo označeno, to je moje, to je naše, to je pa od bilo kje. Tam bo potrošnik vedel odločiti, kaj bo kupil, seveda tisto, kar bo rabil, tisto, kar bo ugodno, tisto, kar bo blizu, pridelano, tisto, kar bo zdravo za njegovo telo. In seveda tisto, kar bo razmišljal, da daje zaposlitev v naši državi, ki jo pa danes v tej recesiji še kako potrebujemo. Želja je, da se vsi tisti, ki imamo kaj za odločati znotraj kmetijstva, povežemo v celoto in da nam je cilj na koncu pridelek, predvsem zaradi tega, da bo cenen, da bo okolju prijazen, da bo naravnan na zaslužek in da bomo na koncu iz tega pridelka plačevali davke v to našo državo, ki ima zdaj take probleme z pridobitvijo potrebnih sredstev za sam razvoj. Tako je potrebno razmišljati. In prav zaradi tega je nadgradnja znotraj našega tega podeželskega prostora tudi vprašljiva. Veliko bi jih reklo, pa zakaj še ena univerza, zakaj še ena fakulteta? Veste, preprosto zaradi tega, ker se okoli tega znanja nabira tudi vse tisto, kar je potrebno za razvoj tega našega podeželja. Tu je inštitut, tu so razvojno naravnani profesori, tu znotraj se pravzaprav pojavlja konflikt vsega znanja in gre za izviren način pridobivanja tega znanja z temeljnimi izhodišči. Spomnim se, kako je bilo, ko so cviček ocenjevali oni drugi. Vedno je bil na nek način zapostavljen. Ko smo ga začeli sami ocenjevati, je dobil svoje mesto in v teh tradicionalnih prireditvah tudi svoj ponos in dalo se ga je prodati. Prav zaradi tega gre, da tudi na tem fakultetnem nivoju pripravimo vse potrebno za to, da bomo izobraževali, kot se temu reče. No in kaj o tem izobraževanju lahko pove tisti, ki ga organizira? Visoka šola za upravljanje podeželja je nastala po večletnem trudu tako nas Grmčanov, predavateljev, učiteljev na šoli, kot tudi naših partnerjev, sodelavcev izven naše matične ustanove. Sama ustanovitev te šole temelji na programih, ki bazirajo na tako kmetijskih znanjih, kot na okoljevarstvenih, kot tudi na podjetniških temeljih. To pomeni, da res želimo pogledati na podeželje, na prostor kot celoto. Ne le na pridelavo produkcijo hrane, vendar tudi na predelavo, na ponudbo, na podjetniško udejstvovanje, na trajnostno upravljanje z našimi viri, kot so zemlja, predvsem zemlja, na kateri pridelujemo različne kmetijske proizvode. Te proizvode seveda želimo dvigniti v verigi dodane vrednosti in s tem pokazati, kako dejansko na podeželju lahko
to slovensko podeželje preživi, seveda z uspešnimi posamezniki. In to je ta pot in to je bila tudi naša vizija, naša želja, zakaj smo se lotili sploh ustanavljanja visoke strokovne šole. S pomočjo programov in tudi s pomočjo delovanja na visoki strokovni šoli in seveda tudi na obstoječi šoli na Grmu, na inštitutu, ki ga grmska šola ima, s pomočjo teh inštitucij bomo poskušali povezati vse deležnike na tem našem prostoru, kjer šola naj bi delovala. Dolenjska, Bela krajina, Posavje so nekako tista ciljna območja, na kateri računamo. V tem prostoru je zelo veliko že sedaj uspešnih tako zadrug kot tudi ostalih služb, trgovin. Kmetijsko-gozdarska zbornica je močna na tem prostoru. Prav tako sodelujemo že sedaj, že desetletja z obstoječa šola, grmska šola, sodeluje s Kmetijskim inštitutom in vse te izkušnje, ta znanja želimo na tem prostoru seveda prenesti do konkretnih uporabnikov. Zavedamo se, da je moč podeželja dejansko velika samo takrat, kadar je podeželje res celovito in povezano, kar pomeni, da moramo sodelovati z zadrugami, da zadruge morajo sodelovati med sabo, da morajo sodelovati z vsemi ostalimi zbornicami, podjetji, posamezniki. Celotna kmetijska pridelava seveda bazira na pridelavi. Pridelavi hrane, bodisi rastlinskega ali živalskega izvora. Kmetijci znamo zelo dobro pridelati kvalitetne vrste različnih izdelkov, ki jih pa žal ne znamo tako uspešno prodajati oziroma smo zelo slabi oziroma neizkušeni v predelavi teh izdelkov. Zavedamo se, da bomo po kilogramih, po litrih in tako naprej težko konkurirali dobro razviti Evropi, kmetijsko dobro razviti Evropi in zato moramo dodajati vrednosti našim majhnim kmetijam, kar pomeni, da bomo predelali tisto, kar pridelamo v nekaj boljšega, v nekaj novega. No in ravno tukaj vidimo potrebo po sodelovanju z obstoječimi zadrugami, Kmetijsko-gozdarsko zbornico, z inštitucijami, ki delujejo na tem prostoru, v katerem nekako ciljamo, ki je nekako ciljni prostor za to našo fakulteto, našo visoko šolo. In zavedamo se, da bomo samo s pomočjo dobrega sodelovanja in pa podjetništva lahko to, kar pridelamo, predelamo, tudi uspešno prodali. Seveda ne kot posamezniki, ampak kot zaokrožena celota povezanih akterjev. Enako kot je kmetijska pridelava pomembna, kot je za kmetijsko pridelavo pomembno, da pričnemo čisto pri osnovah same kmetijske pridelave, je ravno tako tudi z samim izobraževanjem. Pomembno, da začnemo na čistih osnovah. Zato je cilj našega zavoda Grma Novo mesto, da izobražujemo tako temeljna osnovna znanja za kmetijsko pridelavo, kar pomeni, da tako izobražujemo na srednješolskem nivoju, potem že dodajemo malo več spretnosti ali znanja na višjem nivoju, na višji strokovni šoli. Seveda pa se zavedamo, da brez nekega razvojnega dela tudi na področju kmetijstva ni razvoja panoge. Zato želimo na obstoječem inštitutu na Grmu in z pomočjo visoke šole, ki jo ustanavljamo, pričeti tudi s tem razvojnim, raziskovalnim delom in zato vidimo veliko potrebo po tem, da vzpostavimo celotno vertikalo, tako znanja kot tudi raziskovanja na tem kmetijskem področju. Če bi rekel, kako najhitrejše pomagati, bi rekel v tem trenutku, da so zadruge tiste, ki lahko veliko postorijo. Zakaj? Ker praktično na neprofitni način lahko poskrbijo za to, da vse tisto, kar kmetje pridelajo in imajo časa dovolj na razpolago za delati na kmetijah, da se ne bodo ukvarjali še s prodajo, pravzaprav odkupijo od kmetov te pridelke in jih proda. In tudi tu je znotraj potrebno razmišljati o sinergiji vsega. Kmetijska zadruga je pomemben člen v kmetijstvu, vendar se zavedamo, da pravzaprav sami na tem delu ne moremo postoriti veliko. Zato se rabimo povezovati z zadrugami iz lokalnega okolja, predvsem pa z zavodom, kmetijskim zavodom, z zbornico, treba se povezovati s šolo.
Ampak vse to povezovanje pravzaprav ima neko skupen imenovalec in to je znanje. Znanje, ki ga je potrebno pripeljati na lokalno raven in ga lokalni primarni pridelavi tudi prilagoditi. Zato podpiramo odločitev, da se fakulteta pripelje v področje, ki je za kmetijstvo v Sloveniji izredno pomembno, kajti le tako bomo lahko sledili tehnološkim trendom, ki so pomembni v pridelavi mleka, mesa, zelenjave. Tukaj ocenjujemo, da je ogromno rezerv, potrebno pa je znanje. Vemo, da je tehnološki razvoj potreben. Če pa želimo slediti tehnološkemu razvoju, potrebujemo izobražene kmete. Da bi bili kot zadruga uspešni, podpiramo to, da se znanje pripelje čim bližje primarni proizvodnji, torej na kmetije, da bomo skupaj enako razumeli trženje, enako razumeli pomen organiziranja, povezovanja, kajti le tako bomo lahko zagotovili neko osnovno preživetje, ki bo pomenilo tudi zaslužek, ki bo pomenilo ekonomski razvoj kmetij in pa seveda celega prostora, na katerem delujemo. Ja, kmet pa je tisti, ki nenazadnje tudi razmišlja o tem. Naš dolenjski kmet rabi tudi višjo izobrazbo. Z višjo izobrazbo lahko parira nenazadnje tudi vsem kontrolorjem. In obenem se tudi kontrolorji lahko na teh naših kmetijah, ki so na nivoju, kaj naučijo. Ne rečem, da tudi kmet ne bo naredil kakšno napako, ampak če je strokovno podkovan, se pravi, ima za sabo stroko, ima za sabo laboratorij, v tem primeru je v bistvu izobražen, ampak brez prakse, se pravi, pa ne gre. In tukaj je ta veriga potem dopolnjena in če imamo v prostoru, se pravi, na prvem mestu bom postavil šolo, mora to biti ne samo srednja, mora biti visoka. Potem drugo je organizatorje odkupa, ki pa bo znal do trgovcev se izpogajati eno ta pravo ceno. Osnovni cilj je podpreti in ukalkulirati v proizvod stroške. Zdaj, preko nekaj let pa tudi dodano vrednost, ki omogoča razvoj same kmetije. V prvi fazi se pravi izobraževanje kmeta, v drugi fazi tehnološki razvoj in potem mora biti vključeno tudi trženje z neko primerljivo ceno. Tukaj pa potem vidimo še v tej verigi pomoč pospeševalcev, se pravi stroke, tu je kmetijski zavod in na terenu bi se pa želel mnogo več obiskov, kar se tiče teh naših svetovalcev. Ta zgodba tukaj se prehitro končuje. In v nadaljevanju, se pravi v prihodnjih letih, tukaj bo moralo priti, da bodo ti naši svetovalci res terenski in da bodo obvladali stroko in da bodo kmetu nudili nekaj več, kot je pa to bilo do sedaj. V tem procesu trženja pa ne gre brez ekonomke in tudi zadruga mora imeti v špici ekonomista, financarja, ki bo vse te zgodbe znal podkrepiti in jih tudi znal iztržiti pri prilagajanju ali pa v tej zgodbi do trgovca znal izposlovati. To so tiste bistvene izhodišča in potem tudi življenje na podeželju, lahko rečemo, da bo dobivalo en primat in pa, če gledamo med poklici, kdo je pomemben v prostoru, v Avstriji je kmet na drugem mestu, iz začetka, tako je za zdravnikom, pri nas je ravno obratno. In v nadaljevanju te zgodbe, v naslednjih letih mora podeželje dobiti tisti primat v znanju, trženju in pa v dobri, kvalitetni hrani, ki jo ponuja trgu našemu potrošniku. Ja, vedno imamo v mislih na koncu pridelek.
In če kaj, potem zagotovo naša salama je izdelek, ki je v ponos Dolenjski, Posavju in Beli krajini. In tu znotraj se pravzaprav nihče ne ubada s problematiko same stroke, kot samo tisti, ki jo izdelujejo, salamarji. In velika prireditev je to in ob koncu tedna, mislim, da je 19. v soboto, se bo zgodila generalna prireditev salamarska v Sevnici, kjer bodo nagrajene tiste najboljše. Veliko delo je bilo postorjeno pred tem. No in poglejmo. Tisto, kar želim povedati, je, da se je veliko salamjad že zgodilo. Veliko smo jih videli, no in ena od zadnjih je bila pri Štritofu. In kaj lahko pove o tej salamjadi? Ja, lahko bi rekel, da so salame kvalitetne, da so sami vrhunski salamarji prišli tukaj, da bo težko, kdo bo zmagal. Tako je povedal gospod Štritov, no kaj pa lahko pove član ocenjevalne komisije? Nekateri recimo delajo salame izrecno za tekmovanja, ker tudi komisija to opazi, tako da tu naj ne bi bilo to. Vsak, ki izdeluje salame, se trudi po svojih zmožnostih, naj bo to profesionalno ali pa za hobi, tako rekoč. Vse ostale zadeve pa se prepusti vsakmu posamezniku. Od samega začetka, kar se jaz spomnim, kaj sem v teh komisijah, se je sam nivo proizvodnje domačih dobrot, tako rekoč salam, zelo izboljšal. Tako da ljudje so se dovolj osvestili, da pač kvaliteta daje potem po povpraševanju, če ni kvalitete, tudi povpraševanje po teh domačih izdelkih ni. No, tako na tak način na zadnji salamjadi, ki je bila za ocenjevanje. Kako pa je na centralni, si boste morali ogledati 19. Ja, ob koncu bi si želel, da so vsi tisti, ki so tako ali drugače zavrali njivo in posejali, da so tisti pridelali tudi obilo pridelka. In za to pravzaprav gre.